Šah. Šah. Spet šah. Le še teden dni nas loči od trenutka, ko bosta Zoran Janković in Alenka Bratušek pred radovednimi očmi javnosti odigrala najpomembnejšo partijo svoje kariere. Zanimanje za dvoboj je izjemno, čeprav bo spremljanje spopada, v katerem bo imela Bratuškova rdeče, Janković pa rdeče figure, zagotovo zelo zahtevno. Zato je prav, da na kratko predstavimo oba igralca in poteze, ki sta jih v preteklosti že potegnila. Prvi bo na potezi rdeči, se pravi Zoran Janković. Njegov vstop na politično prizorišče je že pred leti slikovito opisal Tone Rop, ki je spomnil na to, kako se je kasnejši župan Ljubljane v resnici povzpel na čelo najboljšega soseda. Točno politika se je nastalo, jaz sem nastal. Ja. Kar zmore Rop, seveda tudi za Milana Kučana, ne more biti problem. Pred zadnjimi državnozborskimi volitvami je bivši predsednik države s četico rdečih figur volivcem nastavil past. Potrebujemo pragmatično vlado. Res je, da Zoran Janković nima dovolj izkušenj na katerih področjih, ki so v pristojnosti vlade. Kasneje se je izkazalo, da Jankoviću primanjkuje tudi izkušenj iz računstva. Ko bi moral v naslednji potezi postati mandatar, je postalo očitno, da je slab pri štetju. To je imelo za posledico, da je vlado sestavil Jankovićev politični nasprotnik Janez Janša. Seveda le za kratek čas. Naslednjo potezo rdečih so namreč potegnili Facebookovi vstajniki, sindikalisti in Komisija za preprečevanje korupcije, ki je Janeza Janšo odnesla z prizorišča. V revolucionarnem prevratu pa je z deske zletel tudi Zoran Janković. Ten je naš Zoran Janković, predsednik, on ni kralj, ki ga moramo braniti za vsako ceno. On je kraljica. Včasih kraljico pri šahu tudi žrtvujemo. Kraljico je zamenjala hrabra tekačica Alenka Bratušek in s tem poskrbela za odločilno potezo rdečih. Jaz verjamem, da na koncu gospod Zoran Janković ne bo ovira za sestavo te nove vlade. Na začetku res ni bil. Lepo in udobno se je zamrznil na mestu župana Ljubljane. Alenka Bratušek pa je rekla: Politične krize v Sloveniji je danes konec. In zasedla mesto, ki ji gre. Ko je imela v rokah škarje in platno, se je na vso moč potrudila pokazati, kaj vse zna in zmore. Pozitivni Slovenec Boris Ružič je o Zoranu Jankoviću nekoč dejal: On misli 16 ur na dan, dragi moji, in hodi. On hodi in poriva stvar naprej. A medtem, ko za Jankovića velja, da pač hodi, Alenka Bratušek dobesedno leti. Slovenija mogoče res izgledala kot letalo, ki z ogromno hitrostjo leti proti tlom, da se raztrešči. Ampak jaz verjamem, da zdaj vsi skupaj lahko ugotovimo, da smo uspeli tik pred tlemi letalo stabilizirati in ga obrniti nazaj v pravo smer. Vsekakor pa so še potrebni pospeški za hitrejši polet v pravo in boljšo prihodnost. Vse je bilo torej že naravnano v pravo smer, ko se je Janković nenadoma strgal s ketne, kot je pravilno ugotovil prvak SLS Franc Bogovič. Ko je postal pa prvi, je pa praktično, kot rečemo v žargonu, se na nek način tem botro strgal iz ketne. No, zdaj pa imamo. Polet je preložen. Začenja se šahovska partija, v kateri bo imel izzivalec Janković rdeče, Alenka Bratušek pa rdeče figure. Šah. Ja, sem pa ne bo šlo. Mat ali pat? To je zdaj vprašanje.